Lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes bomo naredili velik korak v smeri bolj naravnega bivalnega okolja in se opremili z dejstvi, zakaj in za koga vse je dobro, da pri gradnji naših bivališč uporabimo les. Starodaven in brezčasen material, ki svojo toplino, trdnostjo in blagodejnim učinkom na zdravje nagovarja človeka od nekdaj, je hkrati naš naravni vir, s katerim je Slovenija bogato obdarjena. Les bo igral zelo različne vloge pri vseh današnjih projektih. Gledali ga bomo v čisto novih domovih in v tistih, mnogim najljubših podobah, ko svojo dolgoživost in trajno lepoto pokaže v starih interjerjih. In s takim tudi začenjamo. Gremo v dobrih 100 let staro in prenovljeno zidanico. Spoštovanje do tradicije in dediščine bi moralo postati samoumevno, ko govorimo o prenovah starih objektov. Lastnikov dedek je objekt v Beli krajini uporabljal kot vikend, kamor je hodil iskat svoj mir in skrbet za vinograd, v njem kuhal žganje in občudoval okoliško pokrajino. Razgledi so ostali. Prav tako pa trdna navezanost sedanjega lastnika na hišico, kjer je nekoč preživljal otroške dni. Zato je padla odločitev, gremo v obnovo. In takole je nekdanja napol porušena, skoraj zaraščena zidanica doživela novo, očarljivo, pristno podobo kot nalašč za pobeg od mestnega vrveža. Martina in Jure, živijo. Videl sem slike tele zidanice pred vajino prenovo in me zanima, od kod ta želja, strast, da človek takole lepo potem to obnovi. Očitno gre za neko srčno navezavo, ne? Pa ja, gre za zidanico, ki je bila v naši družini že, ne vem, več kot 70 let. In vsakeč so se peljala v Dalmacijo, so se potem tukaj ustavljala. Jaz sem se Martini hvalil, vidiš, to je pa naše, ne? In sem kazal to zidanico, ki je pa vsako leto bolj propadala. In do nazadnje, ko je bila že cela preraščena z nekim grmovjem in je bila pravzaprav rešitev samo še ali kompletna renovacija čim prej, ali pa pustiti, da vse skupaj propade. In ta trenutek se je zgodil nekje spomladi 2022. Jaz pa moram reči, lahko samo dodam, da od trenutka, ki mi je to prvič pokazal, mi je bila zelo všeč. In vsakeč, ko smo šli v Dalmacijo, so nekaj, da se lahko stava, pa grem večkrat zidanico pogledati. Aha, torej, vi, Martina, če tudi niste tako vezani srčno bili na to zidanico, ker tukaj je bil Jure to stari oče, ne, ste vseeno videli potencial prenove in ste tudi vi tukaj malo dodali svojega. Ja, absolutno. Jaz sem se zaljubila že takoj, ko sem jo videla, kot sem rekla. Všeč mi je bila lokacija, da si na samem, da imaš ta božanski razgled nad Vinico, ta mir, ja, ta navezanost tukaj na naravo. To me je v bistvu že takoj prevzela, ne. Martina in Jure do zdaj še nista imela izkušenj s prenavljanjem tako starega objekta. Zidanica je bila namreč že zelo dotrajana in tudi okolica objekta je bila popolnoma zaraščena. Prvi pomemben korak je naredila Martina, ki je najprej pregledala lepo prenovljene objekte v bližnji okolici in kontaktirala njihove lastnike ter jih prosila za nasvete. To je bil pravzaprav tudi pomemben stik z domačini Belokranjci, za katere sta ugotovila, da so izjemno prijetni in odprti ljudje, ki so jima nesebično pomagali tudi s kontakti dobrih lokalnih izvajalcev. Objekt je ostal v prvotnih gabaritih, le ostrešje je popolnoma novo, sicer pa so ohranili večino starih elementov. Zidani in leseni deli so večinoma originalni, obnovljeni, popravljeni in očiščeni, zdaj pričajo o starosti objekta in spoštovanju do tistega, kar je bilo v preteklosti dobro narejeno. V kleti, ki je nekoč služila za shrambo in vinsko klet, sta dodala nove tlake in uredila manjši apartma. V osrednjem delu zidanice je prostor namenjen druženju. Zaradi nekoliko spremenjenega kota ostrešja pa so pridobili stojno višino ter dodatno bivalno površino pod ostrešjem. Tu je zdaj glavna spalnica, saj je to prostor z najlepšimi razgledi na okolico. Vsako nadstropje pa ima tudi svojo kopalnico in stranišče. Stare predmete, kot sta recimo 2 leseni preši za vino, stari kosi pohištva in podobno, ki sta jih našla med prenovo, sta očistila in obdržala, tako da zdaj služijo kot okrasni predmeti, ki spominjajo na zgodovino objekta. Tudi zunanjost je bila potrebna temeljite ureditve. Najprej so poskrbeli za dovoz do objekta. Naredila sta tudi teraso in igrišče za odbojko.
Bolj ali manj neviden del te prenove pa so nove inštalacije, ki omogočajo sodoben slog bivanja. In tako so se v enem trenutku pred zidanico znašla dva taka izvajalca, pravzaprav konkurenta, in sta prišla eden z Gorenjske, drugi lokalni belokranjski izvajalec. Sta prišla in gledala to zidanico skupaj z nami in sta rekla, eden je rekel, ja, tale hrast in potrka po nekem tramu, prav ne bo več trajal dolgo, ne. To je bil ta gorenjski izvajalec in ta belokranjski izvajalec potrka po tem istem tramu in prav, tale hrast je kostan in če je zdržal 70, bo pa še zdržal 70 let, ne. Predvidevam, da ste vzeli ta drugega. Tako je. Kdo je prevzel notranje opremljanje in kako sta si to zamislila? Pa jaz mislim, tako kot vse projekte do zdaj sva nekako delala to z roko v roki, a ne, kako jo bomo opremali. Želela še enkrat sva se spet delati nekam v enem takem tradicionalnem duhu, zato tudi recimo materiale, ki sva izbirala, ne bi bili skladni pač z to podobo hiše, recimo keramika, ki sva izbrala, je nova keramika, ampak z neko postarano patino, tako da ja, mogoče najin obrtnik na začetku je bil kar presenečen, da je to nova keramika, ne. Ampak ja, tako da sva obdržala pač te stare elemente ali pa pač nove elemente, ki izgledajo pač kot stari, ne. Se pravi, Martina vloži ogromno in bistveno več časa, kaj jaz v to. Razišče res, kaj vse je na voljo. Pripravi nekako par predlogov, se pravi, se usedeva za mizo in pogledava, kaj je do takrat nabrala, nekih screenshotov, nekih linkov in tako naprej. In potem vedno najdeva neko skupno nit, ne. Jasno, koncept je že prej jasen, kaj naj jo zanima, ne bo to zdaj moderno, staro, tradicionalno. Sva letos po prenovi, ki se je končala ravno na moj rojstni dan in na obrtnikov rojstni dan, to takrat smo se hecali, mi smo se dogovorili aprila lansko leto, da bomo začeli z obnovo. On je rekel, nekako smo prišli do tega, kdaj imava rojstni dan, 29. aprila, oba dva z obrtnikom, in je rekel, jaz ti obljubim, da boš lahko tukaj praznovala rojstni dan, da ga bomo skupaj praznovali. Tako da od tega dne, od 29. aprila, sva preživela kar nekaj časa tukaj. Lepo. Neko otvoritveno zabavo torej je doživela ta prenovljena zidanca? 3-4, recimo. Se pravi, oče moj je tudi bil zelo vesel te renovacije, tudi se je sam na začetku predvsem angažiral in je večkrat prišel presenetil s kakšno travo, ki jo je zasadil, posejal, zato da bi bila čim prej parcela nazaj v tem prvotnem stanju, ne. Žal pa še ni zdaj pa še ni dejansko po kompletni renovaciji, ga pa še ni bilo tle, ravno zaradi tega, ker pa ima on polet neke druge obveznosti, ga je zanimala bolj Grčija in tako naprej. Sem pa prepričan, da se bo še oglasil, zdaj se pogovarjamo, kdaj bo končno prišel za par dni v popolnoma kompletno renovirano zadevo. Po občutku bi rekli, da bo zelo prijetno presenečen, da bo, mislim, se ga bo splačalo posnet, ko bo prvo reakcijo videl. Mislim, da ja. On je tukaj tudi moj zadnji spomin iz otroštva je bil še z mojim očetom, ne, sicer mogoče ni najbolj zabaven. On je bil tonski mojster na TV Slovenija in je snemal te efekte non-stop, ne, in je hotel posneti efekt padanja jabolk z drevesa. To je postavil mikrofon, imel tisto staro Nagro in je to postavilo to je na uro, potem je šel na jablano, je tresel. Jaz sem gledal tega očeta na drevesu, kako to trese to jablano in sem si mislil, pa kakšen je to poklic, da moraš takole na jabolku, tele jabolka. In mi je popadel nek smeh, ne, ker oče pač ta prvi posnetek efekta poslušal, na njemu je bil samo ta moj smeh, ne, jabolka so bila pa nažalost že na tleh, tako da... Samo še tale napis, Hakuna Matata, zabaven. Jaz mislim, da večinoma smo ga spoznali v risanki Levi kralj, ne? To mi je letos prinesel brat iz dopusta v Afriki in mislim, da se zelo poda na to našo zidanico, ne. Pomeni pač, ja, problem-free philosophy, ne, ker pomeni, da jaz mislim, da nekako, ko se enkrat zadržujemo v tem okolju tukaj, ne, ni problemov, ne, ali pa pač tisti trenutek pozabimo na vse probleme, no. Problemi so v Ljubljani, tle v Beli krajini. Druge. Ja, nekaj je na teh starih objektih, da se nam tako urastejo v dušo. In nov primer, kako se les lahko čudovito obdrži in je nezamenljiv element tako za gradnjo kot za oblikovanje lepega, toplega interierja.
Ko se vrnemo nazaj, gremo najprej v sodobno bivališče, ki minimalizmu nasproti postavlja toplino lesa. Nato pa na obisk človeku mnogih talentov, z enako strastjo se posveča kuhi kot izdelavi mnogih lesenih izdelkov. Dobrodošli, to je oddaja Ambienti, v kateri danes nizamo dejstva v prid uporabe lesa pri oblikovanju in gradnji naših bivališč. Z lesom poskrbimo za pozitiven učinek na marsikateri vidik našega zdravja ter dobrega počutja. Predvsem vpliva na boljše obvladovanje stresa. Naprimer, ugotovili so, da je pri delu v okolju, kjer je prisoten les, manj prisoten pojav izgorelosti. Oddaja je nastala v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in s finančno podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Namenili smo jo spodbujanju uporabe lesa. Gremo naprej, in sicer v mirno ljubljansko sosesko, kjer naslednje stanovanje sledi principu zunaj in znotraj in pri tem gre še korak dlje. Številne svoje posebnosti je namreč povzelo kar iz ovoja stavbe, v kateri se nahaja. Tako so na primer macesnovo oblogo s terase povabili še v dnevno sobo. Tole elegantno in prefinjeno stanovanje svoj občutek topline in doma išče v osnovi v minimalizmu ter z nekaterimi toplimi odtenki lesa. Andrej in Matej, živijo. Povejte mi, kdaj vas je lastnik kontaktiral, da ste se lahko lotili urejanja notranjosti tega stanovanja? Torej, z investitorjem smo stopili v kontakt že čisto na začetku, ko je v bistvu on izbiral sploh stanovanje. Naredili smo analizo trga, pogledali, kaj se prodaja, kaj lastniku najbolj nekako ugaja. In nas je ta tloris in nasploh ta stavba so nas takoj prepričali. V prerezu je stanovanje nadstandardno, ker imamo dvonivojski prostor. In pa sama stavba, ki je pa izjemen dosežek in je tako zelo lepa moderna reinterpretacija take staromeščanske vile. Večstanovanjska stavba je bila končana leta 2022, v njej pa je 7 stanovanj z meščanskim pridihom, za katere so značilni tudi izredno visoki stropi, ki merijo kar 320 cm v višino. Pritlično stanovanje, v katerem se nahajamo, je veliko 105 kvadratnih metrov, čeprav ravno zaradi višine stropov in odlične razporeditve daje občutek, da je prostora še več. Kakšne pa so bile sicer izhodiščne želje lastnikov? Kaj so si želeli v osnovi? Investitor si je želel tako domačno, toplo stanovanje, ampak seveda z avantgardno noto. Hoteli smo, da je ta interier, bomo rekli, site specific, da se nanaša na to stavbo, v kateri je, da bi ga težko umestili v Berlin, v Madrid ali pa tudi v Koper. Tako da mi smo to leseno oblogo iz balkonov potegnili tudi noter. Na ta način se je ta ločnica med zunaj pa znotraj še bolj zabrisala. Pa hkrati smo to zunanjo fasado, ki je pasiva v grobem ometu, smo nekako v reinterpretaciji mikrotoplinga zapeljali še noter. Zanimiva mi je ta dvonivojskost, namreč ko človek vstopi v stanovanje, je na enem nivoju in na nekakšnem podestu in se potem spusti v osrednji glavni prostor. V stanovanju imamo 2 višini. Eno so ta vstopni del z utilitarnim in spalnim delom, ki ima za 3 stopnice nižji strop. In nekako to tudi nakazuje hierarhijo prostorov. Torej, ko ti stopiš na ta podest, je kot nek uvod v stanovanje, potem se ti pa lepo odpre v vsej svoji višini in širini ta osrednji prostor. Za domačnost skrbita zadržana barvna paleta sivih in bež tonov ter obilica lesa. Že omenjena lesena obloga na stropu vpliva na akustiko, duši hrup in odmevanje. Pod njo se skrivajo inštalacije in prezračevanja. Tu pa so še drugi leseni elementi, kot so masivna miza, lesena okna in lesena obloga terase. Nas veseli, da se les v sodobni arhitekturi vedno bolj uporablja. To je vseeno zelo ekološki material, zelo trajnosten.
Sam les ima veliko dobrih lastnosti, od tega, da je na uč zelo prijeten, na dotik tudi akustiko izboljša v prostoru. Tako da so, bomo rekli, sami dobre lastnosti. Mi smo ga predvsem zastavili tukaj na stropu v taki količini, pa v spalnici je bil tista pika na i, ki je spalnico naredil toplo, s to svojo savno. Kaj pa menite o uporabi različnih vrst lesa, da človek te kombinira med sabo? Jaz mislim, da vse zavisi od projektanta, arhitekta, kako on to zastavi, to uporabo. Tako da jaz mislim, da lahko tudi 10 ali pa 5 lesov. Vse je odvisno, kaj je hotel arhitekt doseči, kakšno je bilo njegovo sporočilo. Ne? Pa tudi kako ga sklapljajo. Ne? Včasih, če se lesova dotikata, je to že veliko težje, kot pa če je en kos lesen tam, pa drug tam. In je ta razdalja že takšna, da se ne zazna te spremembe v vrsti lesa. Ne? In katere vrste lesa ste v primeru tega stanovanja med seboj skombinirali? Na stropu vidimo macesnovo oblogo, ki je nadaljevanje zunanje fasade. Na tleh, na terasi zunaj imamo tikovino, ki se nekako najbolj hvaležno obnaša na vremenskih vplivih. Tej mizi smo pa hoteli dati neko težo, neko prezenco. Je le na taki poziciji, da ko stopiš noter, jo takoj vidiš in ima svojo deblino in tudi hrast nekako izžareva to težo, masivnost njene vloge. Izjemoma lesa niso izbrali za talno oblogo. Namesto tega so zaradi pogoste frekvence prehajanja iz notranjosti na teraso v dnevno bivalnem delu položili velikoformatno keramiko, pri čemer so zelo natančno lovili fuge s postavitvijo pohištva. Tako fuga teče neposredno po sredini mize in se zaključi tudi na sredini pod televizorjem. V spalnici pa so izbrali mehki tapison, ki se ga zaradi sodobne tehnološke obdelave lahko dobro čisti in je tudi trpežen. Savna je postavljena nasproti postelje v spalnici. Narejena je po meri pri mizarju in sicer iz lesa, ki ima nizko toplotno prevodnost in dimenzijsko stabilnost, se ne krči, nabreka, krivi ter se ne smoli. Obisk savne se najbolj prileže po športni dejavnosti, ki poteka v dnevnem prostoru, kjer je skrita prava mala telovadnica. No, poglejte, tukaj smo izkoristili to dolgo potezo omare in smo na konec umestili vadbeni prostor. Običajno so te naprave ne najbolj estetske, tako da se lahko skrijejo in enostavno se jih uporabi. Wow, harmonika, vrata in zadnji pravi džim. Ja. Lepo. Tle je še ena zanimivost kavč, ki je sestavljiv, tako da se lahko te boksi premaknejo in se ta vadbeni prostor še dodatno poveča. Ja, nekam lepo imajo zložen, kaj da se jim ne da čisto telovaditi. In ko pridemo nazaj, bomo v marsikaterih odtenkih in oblikah občudovali še vizualno ugodje, ki ga nudi les. Naš gostitelj ljubi lesene izdelke, jih izdeluje zase in za druge in tudi svoje stanovanje je večinoma sam oblikoval v kreativno in presenečen polno bivališče. In o lesu še eno zanimivo dejstvo, ki se tiče otipa. V notranjih prostorih se ljudje lesa dotikamo več kot ostalih materialov. Torej je človekova naklonjenost lesu tudi povsem otipljiva. Kar pa še predobro ve naš naslednji gostitelj, človek mnogoterih talentov, ki si je v več kot 350 let stari hiši uredil dom poln sproščenih in kreativnih idej. Pri rokovanju z lesom je še posebej spreten, zato brez obotavljanja sam zaviha rokave in skoraj je ni stvari, ki se je ne bi upal lotiti.
Primož Dolničar v življenju ni zakuhal le več kot 400 kuharskih oddaj, ampak tudi kup čudovitih lesenih izdelkov. In nekatere med njimi bomo občudovali tudi danes. Primož, živjo. Ja, dober dan. Zdi se, da si se že vsega lotil. Ok, si bil študent filozofije, si se ukvarjal s fotografijo, vemo, da si kuharski mojster in si tudi mojster obdelave lesa. Kje si v resnici najbolj doma in česa vsega sploh še nisem naštel? Joj, naštel nisi veliko stvari, pa nimamo po mojem niti časa, da bi začela. Kako sem vse skupaj bil od plesalca, režiserja, fotografa, no to si povedal. Pa pač do tega zdaj, kjer krmaram med točno dvema stvarema. In to sta kuharija in tišlerija. Ok, kje sva zdajle? Tole je na nek način tvoj drugi dom. To je moj drugi dom zraven mojega prvega doma. Točno 2 metra čez cesto sem doma. In tukaj je bila včasih leta in leta moja mizarska delavnica. Pred kratkim pa sem se odločil, da sem ratal prestar, da bi plohe premetaval pa za druge delov. In sem delavnico pospravil in jo spremenil v kuharski studio. In v tem studiu zdaj snemamo oddaje, imam team buildinge, imam nekaj izobraževanja, pa tudi včasih se sosedje kvalitetno podružimo. Ja. Odlično. Kaj pa vse tukaj je bilo treba preurediti, preden si naredil tako lep kuharski atelje? Ja, nič prav dosti, zato je bila že prej delavnica lepo urejena. Edino, kar smo naredili, smo te prečudovite lepe stene, ki so bile prej v belem knaufu, uničili pa naredili beton luk. Tako da doskrat ljudje pridejo, večina ljudi, 80% prav, Primož, to pa nisi končal, kdaj boš pa pobarval, ne? Pa pravim, bom jutri. Naredili smo WC-je, seveda, ki jih prej ni bilo in postavili to kuhinjo, pa seveda nove instalacije, elektriko preuredili, vodo napeljali, kuhinjo postavili tako. Tale leseni pot, ki je že prav lepo tako uporabljen, znucan, je to še ostalo od prejšnje mizarske delavnice? Ta je še iz prejšnje mizarske, ja, ampak je še premlad. No, ta pot ima zdaj dobrih 8 let, se pravi, jih rab še 72, da bo zares lep. Primož, odkot pa tvoja ljubezen do lesa? Kdo ti je to vcepil? Joj, ne vem, jaz, če bi tako gensko gledala moj dedek, ne. On je bil v avtomontaži modelni mizar, se pravi, je delal pohištvo za avtobuse. Pol moj oče, veš, kako generacije preskakujejo, moj oče se ni ukvarjal z tišlerijo, čeprav je naredil srednjo, tole, kako se reče, mizarsko šolo. 2 leti je bil vajenec v moji bivši delavnici oziroma studiu. Pa je šel po druge vode. No. Drugače pa sem vedno z rokami ustvarjal, potem sem se naenkrat vrgel v opremljanje hiš, se pravi, sem se malo z interjerjem ukvarjal, pa sem hodil do mizarjev in tam sem se pa tudi naučil mizarije. In jaz vedno pravim, jaz nisem izučen, ampak priučen mizar. Katere vrste lesa so tiste najbolj tvoje, oziroma kako jih imaš ti razporejene? Sigurno točno veš, katero boš za kaj uporabil. Po letih, kako delam. Ja, nekaj časa, seveda, ker sem bil študent, pa sem bil revež, sem uporabljal smrekov, pa sem šel na sibirski macesen, ki se mi je zdel blazno nobel, pa ker sem imel že nekaj denarja v žepu, sem šel pa na ameriški oreh, z tega so te dilce narejene, krasen plemenit les. Po letih in letih pač dela z ameriškim orehom sem se ga pa orenk naveličal, tako da zdaj sem pa v glavnem na hrastu. Če najdem seveda kakšno tepko, tako kaj ta dilca ali pa kakšen lep domač kos lesa, ga z veseljem obdelam. Ampak trenutno mi je najbolj pri srcu hrast. Tudi številni elementi v kuhinjskem studiu so zato narejeni iz hrasta, pa tudi iz drugih lesnih vrst. V kopalnici je sam položil keramiko, za poudarke pa izbral slovenski oreh. Kupljeno serijsko kuhinjo je Primož z nekaj spretnosti predelal in spremenil v funkcionalno, pa tudi vizualno lep element. Pa pokukajmo še v Primoževo domovanje, ki prav tako kipi od prekrasnih lesenih elementov, ki so delo iznajdljivega kuharskega mojstra. Zdaj so v osrednjem dnevnem prostoru tvojem. Ja, res je. Hudo. Pač to je moj dnevni prostor, jedilni kot in kuhna. Tukaj se dogaja vse. To je pa osrednji, središčni kos. Res je. Star mizarski pong, ne? Mizarska miza. Kar nekaj jih imaš ti v svojem... Ja, v hiši imam 3, pa na vrtu imam še enega, pa na kmetiji še 2, jih imam kar nekaj. Te ponke sem jaz takrat v prejšnjem studiu, ko sem kupil mizarsko delavnico, sem jih pač kupil ponke z delavnico vred, ko sem pa to prodal delavnico, sem pa ponke odnesel in jih prinesel v moj dom, ker sem čustveno navezan. Ker na enem izmed teh ponkov je tudi moj oče bil vajenec 2 leti. Ne vem sicer, da je to ta, ali je v kopalnici, ali v kabinetu, ampak na enem od teh in mi res veliko pomenijo. No? Čemu služi tale skulptura? Ja, se je topla. Aha, to je grelno telo. To je pa radiator. Tako. Res. Ti radiatorji so pa moj izum in vsi me sprašujejo, kje sem to videl, pa vsak mu rečem, da je po Google, pa jih ne bo najdu. Skratka, to so betonski radiatorji, noter so cevi za talno gretje v 2 slojih, okrog 50 metrov cevi v tem radiatorju, težek je 500 kg.
Šolali smo ga pa na licu mesta, kar tukaj. Ne? Smo vse, vidiš, da se vidijo letence, smo les krtačali in potem ulili noter, vibrirali in stvar perfektno funkcionira. V bivalnem prostoru je opaziti še ogromno drugih Primoževih izdelkov. Od klubske mizice, izdelane iz več kot 120 let starega kozolca, do sedežne garniture, izdelane deloma iz družinskega oreha. Stoli za jedilno mizo so prototipi različnih stolov, ki jih je do zdaj izdelal za različne projekte. Pot nas po stopnicah zanese še v mansardo, kjer kraljuje velika spalnica. Z njenega strešnega okna se pogled razteza vse do krvavca, medtem ko je s stranskega francoskega okna mogoče opazovati bližnja polja, medtem ko poležavamo na grelni klopci. V spalnici običajno stoji tudi zibelka, ki jo je izdelal Primož in jo rad posoja prijateljem. V njej pa je do zdaj sladko spalo že kar 20 otrok. Tudi kopalnica je prava paša za oči in dokaz, da voda in les vendarle gresta skupaj. V njej namreč kraljuje čudovita lesena masivna kad, namesto kopalniške omarice pa služi kar mizarski pult. Morda je prav ta nekoč pripadal njegovemu očetu, sicer pa Primož skrbi, da se ljubezen do lesa prenaša tudi na mlajše generacije. Živijo. To je moja soba. Z očem sva naredila te lučke, pol naredila sva tudi to mizo, vse sama. V prostem času rad igram tudi klavir, veliko ga igram in tukaj delam domačo nalogo za to mizo, ker se mi je ne da veliko. In to je moja posla, najboljše, ko pridem iz šole in sem ful utrujen in pa se vržem na posla. Za konec pa prisluhnimo še Primoževemu receptu, ki pa tokrat ne bo končal na krožniku, temveč kar na lesu. In Primož, kaj nam boš danes skuhal? Eno pašto. Pravzaprav hecam se, pasto bova naredila. In sicer pasto iz voskov in olj. In s tem se potem pohištvo premaže, da ohrani lep videz in ga zaščitimo in tako. Povej mi recept, pa najprej nam povej, zakaj je to dobro. Mislim, zakaj je torej bolje s tem les premazati? Prvi so sami naravni materiali, tako da lahko tudi lesene deske s tem premažeš, ne? Zato, ker je laneno olje, olje citrusov, to se lahko ješ, čebeli vosek tudi ni strupen. Vzamemo cirka 20-25% čebeljega voska, ki ga dobiš pri vsakmu čebelarju ali pa tudi kakšni specializirani trgovini. Dodamo približno, to se nauč delam zdaj, okrog 70% lanenega olja in 10% olja citrusov, zato da se bo ta pasta malo razrečila, da bo lažja zamazati, pa še lepo diši po citrusih. No in minil je približno 20 minut, približno, ker ta kozarc je bil prav mečken. Poglej, in se je pasta stopila, vzameš desko, poglej, jo premažeš, pustiš še dobrih 10 minut, potem pa z neko bombažno krpo obrišeš in je stvar končana. Ok, stvar se upije. Tako, stvar se upije, 10 minut pustiš, da se fino upije, potem pa samo z neko bombažno krpo to še obrišeš in je stvar končana. No, zdaj vidiš, kako sta moje dve ljubezni prepleteni. Kuharija in mizarija. Tako kot je našega gostitelja obsedel les v vseh oblikah, tako se mu tudi mi lahko pustimo očarati, ko gre za mnoge vidike našega boljšega bivanja. Les tudi zelo ugodno vpliva na uravnavanje vlage v prostoru, saj odvečno vlago absorbira, v primeru presuhega zraka pa jo oddaja nazaj v prostor. Dobre lastnosti tega materiala se s tem seveda še ne končajo, ampak obljubim, da se k lesu še vrnemo in imeli ga bomo priložnost občudovati v še kar nekaj izjemnih domovih, ki nas čakajo v nadaljevanju te pomladanske sezone. Za danes pa vas lepo pozdravljam in v goste vabim naslednjič, ko si bomo ogledali sodobno hišo v mirni okolici Bleda in mansardo, ki je v hiši staršev postala čudovit in svetel dom za mlade.